svetovnem dnevu vode bi želel sporočiti veliko sporočil našim občanom, vsem, ki živimo v tem prostoru, kajti voda je osnovno živilo oziroma pogoj za življenje. Največ pozornosti namenjamo pitni vodi, ki jo popijemo zato, da se osvežimo, z njo kuhamo, se umivamo in jo potrebujemo vsak dan v stanovanju. Vendar voda je še veliko več kot zgolj to. Za potrebe zagotavljanja pitne vode izvajamo številne investicije. Številne investicije v občini Sevnica, ki tečejo tako, da bi vsak občan, pa tudi podjetje, industrija imela vedno dovolj kvalitetne vode na razpolago za svoje potrebe. Veliko investicij vodimo tudi v smer očiščenja odpadnih voda. Odpadne vode so tiste, ki obremenjujejo okolje, in prav je, da jih ljudje, ki jih uporabljamo vodo, to odpadno vodo tudi očistimo do te mere, da potem lahko narava sama dokončno očisti to vodo in nekako vstopi ta voda v naravni krog. Najmočnejše območje, kjer nastaja onesnaževanje, je zagotovo mesto Sevnica skupaj z Boštanjem in Logom. Na tem delu smo uspeli očistiti praktično skoraj vse odpadne vode. Veliko dela nas še čaka na manjših krajih, kjer je potrebno še zgraditi čistilne naprave in kanalizacijske sisteme. Veliko pa prispevajo tudi hišne čistilne naprave, kjer s hišnimi čistilnimi napravami očistimo odpadno vodo iz gospodinjstva, zato da prispevamo k ohranjanju narave. V naravi pa izredno veliko pomeni tudi zaloga vode, ki je v naravi. Ta trenutek agrometeorologi opozarjajo na izredno sušo v naravi, na pomanjkanje vode v naravnem sistemu. In iz tega naravnega sistema ni odtoka v reke, tudi hidrologi opozarjajo na nizke vodostaje v rekah, kjer trpi živelj, pa tudi proizvodnja elektrike je nekoliko manjša. Pa vendar so akumulacijska jezera ob hidroelektrarnah večnamenski objekti. Voda, ki je v naravi, je najprej jo potrebno koristiti kot pitno vodo za ljudi, potem kot voda za živali, voda za rastline, za namakanje in šele nato pride voda nekako kot vir za proizvodnjo energije. Hkrati pa ti akumulacijski bazeni predstavljajo veliko zalogo vode za namakanje in za druge potrebe, kajti ob vodi se ljudje izredno dobro počutimo. Ravnanje z vodo ni stvar nekako osebnega občutka, ampak ravnanje z vodo je izredno pomembno strokovno vprašanje, ne za posameznega strokovnjaka, ampak multidisciplinarna obravnava pri tem izredno pomembna. In hitro spreminjanje zakonov in tudi nasprotovanje zakonov v preteklem obdobju ni prispevalo k boljšemu ravnanju z vodo. Obe aktivnosti so bile politično motivirane, tako ena kot druga, in niso prinesle napredka. Žal moram tu izpostaviti, da ravnanje z vodo je potrebno spreminjati kvalitetno, odgovorno in strokovno. In verjamem, da bo tako v bodoče. Klimatske spremembe prinašajo manj padavin. Te padavine pa so bistveno bolj hipne. Hipnost teh padavin povzroča škodo v naravnem okolju, hkrati pa voda hitro odteka. Zato je pomembno, da jo zadržujemo, zato ker jo potem tudi rabimo. Nivoji podtalnice, pretoki v rekah in številna druga zadrževanje vode v naravi je vse slabše. Zmanjšujejo se mokrišča, ne zgolj zaradi človeškega vpliva, tudi zaradi klimatskih sprememb. In vse to je zelo pomembno, da nekako se tega zavedamo, da skupaj pristopamo, rešujemo te izzive, kajti to je del našega naravnega okolja, v katerem se sedaj dobro počutimo, in verjamem, da bomo s primernimi ukrepi vzpostavili pogoje, da bo naša narava zelena. Za zeleno naravo je pogoj voda in da bomo te vode imeli tudi v bodoče dovolj.